pozdravljeni vsi. V tem trenutku bi lahko rekel, da z ponosom in občudovanjem poročamo, da se je uradno pričel program predstavitve Ključev kliničnih centrov Ljubljana. Zakaj sem rekel program? Prva predstavitev je bila pravna že leta 2003, ko je omenjala, vendar se gre samo posebno. Program pomeni, da je celoten tim popolnoma educiran in sposoben izvajati. Vsega pripravlja paciente na transplantacijo, transplantacijo vode bolnike po presaditvi ključev. Priprava in vodenje bolnikov po presaditvi se je že izvajala zdaj v kliničnem centru Ljubljana. Zdaj pa da niso bili zadovoljene s možnosti, da bi se izvajali tudi vse. Zakaj smo šli na to? Zaradi tega, da zdaj so se izvajali posegi na AKH na Dunaju. Samo število je variralo med 3 in 8 na leto. Kar se na koncu izkazalo, da mogoče Dunajska bolnišnica ni možnosti, da bi dvignila to število in zadovoljila slovenske potrebe, katere naj bi bile večje, tako da pričakujemo, da v nekaj letih se bo število presaditev ključ dvignilo na približno 15 do 20 na leto, kar znaša recimo 7 do 10 na milijon prebivalcev na leto. Jaz res moram, kot sem že prej omenil, pohvaliti izjemno požrtvovalnost in znanost ekipe celotne, ki so sodelujejo v tem, ki se je z omejenimi človeškimi resursi, tudi brez dodatnega zaposlovanja kadrov, kar bo vse potrebno v budućnosti, pustila v področje presaditve ključ in z pohvalami opravila vse potrebno izobraževanje, šolanje in vse ostalo v Dunajski bolnišnici, katera je, kot veste, največja v Evropi, ki izvaja največ presaditev ključ. Ta prvi poseg njemu bojo še povedali dodatno kolegi. Jaz bi sam še opomnil, da je to še zadnji organ, ki ga nismo predstavili fizično v kliničnem centru v Ljubljani. Mi zdaj trenutno predstavljamo vse organe, te ključa, jedra, ledvice in trebušno klinovko. V enem letu povprečno predstavimo med 110 in 125 organov, kar je sigurno izjemno organizacijsko velik problem in kaže na izjemno dobro organiziranost te bolnišnice. Morate vedeti, da smo na področju srca že 6. leto zapored, imamo največ presaditev na milijon prebivalcev, visoke so tudi številke pri ledvicah in ledvicah, tako da pričakujemo, da bo tudi pri nekaj naslednjih letih podobno. Pomembno je to, da imamo podporo vodstva kliničnega centra, katero je tudi za vso to procenti zadržavanje. Zdaj potrebno je pa še vložiti nekaj v področju kadrov in seveda tudi tehnično. Hvala lepa. Želja, da bi program predstavitev ključne celotne izvajali dinastije že več let pristopna. Zato najprej prosim vodenje logističnega dela pod programom primarja logistika Matjaža Kavira, da nam kaj več pove. Hvala za besedo. Lepo zdrav vsem skupaj. Ja, pravzaprav sem jaz zelo vesel. Leta 1997 sem po tistem, ko sem gostoval v bolnišnici na Dunaju, ker sem kar nekaj kolegov pravi spoznal. Sem bil v pisarni, pa je prišel takratni direktor bolnika, takrat sem še na bolniku bil, in je rekel, Turel, da je tole presaditev ključ. To je bilo takrat zelo čudno slišati, ampak moram reči, da sem še zdaj hvaležen, da me je v to smeril. Prva predstavitev leta 1997 je bil kar zahteven logistični zalogaj, ampak je šlo v redu, potem, ker sem se preselil v kliničen center, smo ta program leta 1998 tukaj nadaljevali. In zelo podobno je bilo potem leta 2003, ki je pa še takratni direktor
kliničnega centra pa je rekel, a ne bi bilo fajn zaveti transplantacijo pljuča. No in dejansko nam je uspel, takrat je presaditev upravil profesor Sok, to je enostranska presaditev pljuč in lahko zdaj povem, da je bila uspešna, pa je po 15 letih preživa. No, ugotovili smo, da ekipa za 3-4 presaditvena let so in tudi po podatkih iz literature, da to ni dovolj, da bi bila ekipa uigrana, da bi bili rezultati dobri. Zato smo nadaljevali po ustaljenem programu, se pravi, mi smo pripravili bolnika, takrat preprosto organ smo ga premestili na Dunaj in potem, ko smo ga vrnem po presaditvi, smo ga izvodili naprej. Do zdaj smo upravili 70 presaditev pljuč, večinoma obojestranskih, ker obojestranska presaditev pljuč se treba povedati, ima boljše preživitve kot enostranska. Rezultate imamo dobre, nad povprečjem mednarodnega registra, testno preživetje pljučov oziroma pljuč, da jih lahko še enkrat presadimo, je v naši ustanovi pa 70%, kar je zelo dobro. No, ampak seveda, tako kot smo rekli, predvsem, ko so mladi prišli v ekipo in so res entuzijasti, smo vse več in več bolnikov prepoznavali kot kandidate za presaditev pljuč in res je prišlo do trenutka, ko Dunaj ne zmore več naših transplantirati in številka naša taka je lahko ljudstva uspešna. Tako da drugi sem pa rečem novo zato, ker je ta presaditev pljuč uspela relativno mladi ekipi, zelo izkušeni in moram reči, da po 20 letih z veseljem gledam v budućnost in vem in sem prepričan, da se bo ta program s pomočjo te ekipe zelo dobro planirajo. Hvala za besedo. Jaz sem zelo vesel, da smo se korakani pridružili v družnosti ekipi, zelo veliki ekipi za presaditve organov, da bomo odvajali този program v naši bolnici. In sem v bistvu zelo ponosen na svojo ekipo, na ta spodaj, ki je pripravljala vse družbe, ko je bilo več kot 20 ljudi, različnih specialnosti in vsi smo v bistvu res izkazali, da je ta presaditev potekla praktično na enak način, kot so na Dunaju, in rezultati, ne, kot rečemo po 10 letih je enak. Tako da, vsi so, ko bi ljudje pričakovali, da bodo ljudje spati, pa v 10 letih, ker vas vsi, da imamo darovalca, organov za našo revico, a ne so bili vsi navdušeni, da bomo podali ta poseg. Ekipa, da vzemo organa je samo organ, da smo potem nekako povedali, da se zdraži. Potem smo zdaj tudi priprave v naši bolnici. Naši vzorni, vsi trije so takoj prišli v bolnico, pripravili bolnico, celotna ekipa je potem zelo prihodnan vse popravila in povedala, da je slaba 7%, da je sredino terapijo, to praktično že je pripravljena različna. Da, smo odporna v osnovi. Potem jasno, potem se zgodba ne konča, tudi zdaj smo povedali to Viktorič. Ekipa v Centru za intenzivno terapijo je predstavljala to obsežno delo, tako natančne in spremljanja. Gledanja terapij, vse postopke so potrebni za to, da se podolni dozorni organa in da se v redu in rečemo, da je dobro upravljanje to uspešno in smo spomnili vse pričakovanja, kot smo si gledali. Ampak ponovno bom predpovedal, da je to je pač tisto delo, da si bomo našo bolnico, a ne, da na tem primeru se lahko se dobro pokazati, da si v naši bolnici zelo veliko znanja, da lahko povežemo zelo veliko različnih strok, da tako zapleten poseg, da se presaditev pljuč, da bi se taka ekipa 20 ljudi, a ne, resnični, deluje usklajeno, a ne, brez kakršnih težav, komunikacij in podobno.
da je pač korisno dobičo, ne, da ne vzpostavljajo druge možnosti, da zamenjavo vključ, naši bolnici pomagajo. Mi smo mogoče poudarila to, da je vsaka transplantacijska dejavnost na nek način širitev dejavnosti ob našem rednem delu. To pomeni, da vsi člani ekipe ob vsaj 40-urnem ali večurnem delovniku dostignejo strokovno delo še pozno noč, da so pač dosegljivi po predstavnici so dosegljivi na njih. Kar pomeni, da si sicer fizično lahko doma, ampak ne smeti pozdaljen več kot 1 uro od kliničnega centra in da vas določen dobilni čas, da v nemogočih urah prihajaš po bolnico. Tako kot se bo mogoče tudi ta primer prvi in tako kot sem skupnik, kot jaz moram pohvaliti ekipo, ki je ob tej uri prišla z entuziazmom, s pozitivnim zanosom in se dotira zdrave in atmosfera in pacijenti. Kar se zbije, tiče vsekakor vsaka transplantacija, ključni srca, pomeni invaziven poseg v človeško telo, ker med samim posegom se praktično vsi drugi intenzivno zatikajo srca in ključne, za funkcioniranje endoskopnega človeka oziroma investicija. Če gre karkoli narobe na tem nivoju, prej slej pokazal, da je tudi na modrani, tako da imamo pač skrbeti za stabilnost bolnika med samo operacijo in da pa potem v optimalnem stanju prava bolnika za vsek tedna in moram pohvaliti svoja mlajša kolega, ki se podrežila pravi pacijenti, 4 dni, ne glede na to, da so opadli potem tudi za dežurno naslednji dan in nadaljevala delo v kliničnem centru in da smo usklajeno delovali do poznih pogodnih prihod. Pozdravljam tudi v mojem imenu. Bom kar povedal, ker sem bil dejansko mene, nisem prisoten, ker v statistički sem se tako v navezi z mojima kolegoma, da je takrat dosto eno leto nazaj poslana izobraževanje, za predstavitev ključ na AKK na Dunaj. Tako da sem to pri mesec sem že dobil nekje v 5 zvečer, da so si bo ključa. Mogoče malo ironično, da so čeprav ta petek pogovarjali, kaj bo, če bo, in seveda je bilo, ne. Seveda stvar je potekala, kakor prva, veliko zelo malo zapleti, drugi so zelo dobro pravili svoje delo, da se potem z nami dosto lajša, potem voljenega tega bolnika v enotni terapije. Tako da nisem sem uspešno nadaljevati njihovo začeto delo, strani tudi anestezije, tako da pacijente je po protokolu, ki smo ga nekako se držali, protokol bi bil nekje uveljavljen podarjen pred naše strani iz Dunaja, tako da je pol naslednji dan bila še v blagi sedaciji, sicer zdihala že sodne ključi in naslednji dan potem, ko so kolegi in homologi opravili prvo brokoskopijo, potem katera je malo izirana. Zato da bodo tudi naslednji pacijenti sedeli takim otokom. Mi sicer smo pripravljeni, imamo še manjših logističnih problemov, ki bo treba potem, če se bo to razširilo, dodatna dejavnost storiti, kot mislim, da če bo volja, ne bo problemov tudi naše strani prislužiti naslednjim stavnim terminom klinične centre. Hvala. Tudi lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Zdaj so kaj na kratko voliški stavni postopek, oziroma ključ povedal to, da smo izredno ponosni in vesel, da smo popravili prvo rezultato naše ustanovi pod celotnega celostnega programa in po zaključenem izobraževanju na AKK na Dunaju, kjer sem 20 mesecev popravil 16 vzemov ključ. In danes izredno vesel, da smo skupaj z ostalimi kolegi upravili tudi prvi vzem naših
našega oblika, ki je bil transplantiran v naši ustanovi. Torej, ko ste slišali, gre za kompleksno dejavnost, kako je ločena sestavljanje dveh programov, torej eksploatacijskega programa in integracijskega. Torej, najprej treba tudi odveti, izvarno pripeljati do našo ustanovo, kjer potem nekaj predstavitev. Ko ste slišali, se je to zgodilo vse enadoma, tako da je celotna ekipa, torej ekipa za odvem ključ, poleg mene sestavljali še kolegi dr. Ana Malkov, Matip Domen in Teresa Škot, in se zelo hitro odzvali in približno čakane ure zbrali v kliničnem centru, kolegica je bila sicer dan dežurna, tako da se tukaj čakala, in smo v približno uri posvet pripravili to potrebno opremo, potem ključ je robet zapleten in postopek potrebne te opreme, vse 4 zaboji, 2 ločene zaboje z ledom in ključa, potem 2 zaboje potrebno opremo, kirurški inštrumenti, vse smo imeli postavljeno središče, na razpolago se skupaj smo na hitro preverili in bili pripravljeni za odhod. Seveda je pa potrebna zelo pomembna in natančna koordinacija, tako da smo v tistem kratkem času naredili tudi časovnico, tako bomo potovali do bolnišnice Vzema, vzeli ključa in se v čim krajšnjem možnem času vrnili nazaj v klinični center Ljubljana. Tako da bi tukaj na tem mestu pohvalil koordinatorja Slovenija Transplanta, s katerim smo skupaj nekako skrbili vse termine in seveda tudi sodelovali z koordinatorjem za bolnišnico Vzema ključ, ki je bila v tem primeru v Tunilu. Tako da v prvi pomoči smo zapustili klinični center Ljubljana in se zakladamo ustvarili za turo ustanovo, kjer smo pač dokaj uspešno in hitro ocenili kvaliteto organa. Zato ključno je, da najprej ocenimo kvaliteto organa, to je njegovo funkcijo, zamenjavo organih spino in seveda samo strukturo, ugotovimo in kakšne spremembe, bolezni, tumore in seveda na to sledi delovanje tudi z ostalimi kirurškimi ekipami, ki jemljajo druge organe, v tem našem primeru smo vzeli tudi srce, jetra in ledvice, tako da smo po roku približno 2 ur upravili svoje delo in smo to dokrepitev in predvsem varno zanimili z novimi društvi, kot je Univerzitetni klinični center Ljubljana in to je bilo nekje v 7 uri društva, kjer ste pač že ekipa pripravljena in praktično pripravljeni smo še mi zanimili prispela Matjaž, 6 leti sem inkubator sodelovanja pri predstavitvi ključ, takrat smo vse bolnike napustili na Dunaj in takrat je začela ta kurs in bil ki tiste zamene pred 7 dnevi končal. Namreč od tega trenutka je velal, da se v Sloveniji najdejo ene 3 pacienti na leto, ki potrebujejo hospitalizacijo. Videli smo komad o tem, da če vložimo v to energijo, če tudi terena, prepoznamo bolnike in pripravimo, da tih bolnikov več kot 70. Tega da znam prisotna koncentracija, ko je bočnih bolnikov, ki so se nam bili čisto redo, in so redo koncentracijo, ki je bil veliko, da nekaj bolnikov vse postavljamo kot prisotno. Takrat smo začeli prve ideje, da bi nas transplantirali, pa nas eno Matjaž, da ni še tako verjel, da je prijetno. Kar bo zveril, družka ekipa je to zapopadla in družka je zapopadla res odlično. In ko se je zgodilo, smo že začeli naslednjo pot. Ne prvo, drugo, tretje, 11, 12 transplantacijo, naprej bo še šlo verjetno, ko bo prišlo transplantacijo. Te druge je tudi imel transplantacijo. No, profesor Klepenko je v tenke čestitev za predstavitev, je napisal, zdaj se še ne ta pravo delo začne. Ekipa se je zbrala, da Vzema Vzema se je zbrala malo pred pomočjo, spravila vse potrebno opremo, to je na vhodu iz operacijskega bloka, na poti celotni bolnica, ki je zadelovali v Slovini, skoraj je bila pod balkonom, zdi je več na 40 minut, to je v bistvu na letališču, na Berlinku, potem na balkonu. Moram si predstaviti, da je tak poseg, ona ekipa je potem ustavila še celo transplantacijo, ta dan še dveh popoved in hrana, komisija, ne treba se jasno,
posledic polač v tuji bolnici, nepodzemom organom, potem te osebne tudi smo sodelovali z zdaj, tudi so bile izvrstna in tudi moramo več pohvaliti ekipo, ki je vsega organa, ki je idealen. Tega je zelo veliko odvisno, da imamo dober organ, vsega na primeren način. Potem, že med tem, ko je ekipa pohvala nazaj, smo se zelo mislili popravili za isto, v naši operatisti, vidite, veliko število ljudi. Medtem zdaj pač ekipa z organom potuje nazaj, najprej prešli se na tuje letališče, potem se konci se spaja. To je že na letališču in Brniku, v Štetski na 30. Jasno, potem še vršili iz Brnika do bolnice. Medtem smo anestezijski bolniku že napravljali v začetku kirurškim posegom. Poseg, a ne, ko se reče, da maksimalno naredim poseg, da lahko sočasno posadimo naše desno in potem še del štativa. To je med samim posegom, pa za tisto iz operacijske analizika. Samili so bile operacijska analizika sestra, kjer je kirurgi, in smo se tudi ministra, ki skrbi za izventelesno oksigenacijo, ki so sposobni programa za predstavitev srca, implementake, to je programa za predstavitev srca, ali na nam pomagajo za te medične službe. To je potem protikončni aparat, 12. Vodnika, naprej ena ključa na analizmo 100% operacija, smo zadovoljni, rezultati na koncu rezultirane pršnega koša in zadovoljna ekipa v dveh popolne po operacijski ključ. Na izhodi iz kliničnega centra, tiste dva, so se vedno v belem, sta pač nadaljevala službo k naslednjim danem. Vprašanje tehnologija je mehna, vsakem svoje zadovoljitve in notacija ni programski, ki se zgodi, nekaj je pač treba za temu prilagoditi. To je drugi dan po posegu pacientnega intenzivno terapijo, kjer je res, vsak član ekipe se mora zavedati, tako tudi, da je celotna ekipa in tako začne z pulmologom, ki je bolnika, prepoznal kot kandidata za predstavitev z vsemi postopki, da se bi prebrali, da je samo en mehni kamenček v tem postopku in da mora res biti maksimalno, da na koncu rezultat dober. To je bolnica, danes zjutra je, tako da to smo odvisi. Bom združila dve vprašanji. Najprej, koliko časa poteka priprava pred samo predstavitvijo, pa koliko časa potem vzame predstavitev. Drugo pa omenili ste, da ste v bistvu zasetkani kadrovsko, pa neke logistične težave. Kaj bi želeli za optimalno delovanje takega programa? Industrina priprava založb pravi? Ja, da se pacijenta pripravi preden dobi organ, pa potem celotna operacija, koliko časa potrebuje. V našem primeru je bolnica, ki sta malo spomničevo, da sem videl v 11. Tako da smo se dobili starovalce, da je šla doma v bolnico in takrat so videli, da se začele priprave. Slučajno vidite, pač na časovnici, pa je šla malo spomničevo, da se zanimijo programu posebno zjutraj, da se osebno zdravo, da tako jasno to odvisno od tega, kje je organ, ker organ ne je zdravi v bolnici. Razvijeni lahko le traja ura pa pol, ali se spošten, da zališno do bolnice, da se naziva, ki se zdane povode. Vse se pa jasno pa tem zelo pomembna, tudi je v bistvu zelo dobro, da imamo na razpolago dober avion,
Praktično smo od prvega klica, ne, do takrat, ko smo izvedeli, da organ je, da se gre po organ, bili navedli praktično cela ekipa. Ker morate vedeti, da en znak, ne, ko dobimo od ekipa, ki vzema organ, potrdilo, da je vzet organ v redu, to je znak za začetek kirurškega posega na prijemniku. Oziroma naše prave fiziološke in kirurškega posega na prijemniku. Skratka, pri sami anesteziološki pripravi večinoma ravno nekje uro pa pol časa za bolnika pri travmo, ampak pred tem je potrebno pa pripraviti vse inštrumente in monitorje in zdravila, za kar se moramo zahvaliti vsem našim anestezijskim sestram. Anesteziološka zdravniška ekipa se je zbrala v 4 zjutraj in na tem, ko so anesteziološke sestre zbrale v 3 zjutraj, da so praktično v operacijsko dvorano pripravljale ustrezne aparature in zdravila in inštrumente, ki so potrebni za pacienta. Potem smo bolnico približno uri pa pol pripravili na poseg in potem se poseg začel nekje okrog pol 7 zjutraj, prednji so v bistvu pristali z organom in ne kliniku. Mislim pa tudi, da je treba poudariti, da je priprava bolnika samega za analizo za transplantacijo tudi dolgotrajen proces, ki se pogovarjajo na komorovi, zelo intenzivno in mogoče oni dodajo še kako teče pa ta mesečna priprava prej, da bi se bolnik na listo. Jaz bi kar Mateo že povabil, da to pove, ker je on pravzaprav, ko smo na konziliju sklenili, da bi bila gospa primerna za presaditev, je to pripravil za ta Intermitna priprava na transplantacijo, katerokoli zahtevna. Zdaj, to je ključ, imamo pravno nabor, znaveč na 30 preiskav, ker pacienta lahko kandidiramo za vrstitev na listo, ki ga je 15 različnih specialistov in se to je namenjeno za neki bila skrita točna kontraindikacija, ki bi se potem ven pokazala pri transplantacji. Kakorkoli je zahteven kirurški poseg, se kaže, da se glavna težava s tem, kako pacientov zagotoviti, da bo imel dobro dolgotrajno preživetje. Namreč transplantacija vključuje intenzivno imunosupresivno terapijo, ki ima številne stranske učinke, tako na krajšnjem področju. Zato moramo imeti kandidata že prej o tem, da bo prihodnja neka oseba, ki bo sposobna prenašati stranske učinke. Da te predstavljamo upravljamo, ko nas ne sliči in vzeme, če me jih upravljamo hospitalno. Če bi jih upravljali na napotnico, verjetno ne bi nobeno prišlo do transplantacije, ker bi upravljali vse področje. Jaz bi tukaj kaj še dodal, da je zelo pomemben ta komponenta sodelovanja bolnika, to je ena izmed bolj pomembnih komponent, da ga oceno že v tej fazi pripravlja, da je sposoben na tak poseg. Če se drži na modeli, če se deluje pri zdravljenju, to je izjemno pomembno. Na drugi strani bi pa samo v tem rad poudaril, da se za naš model, ko se razmere v lanskem letu pomembno izboljšale in s ciljem, da se ta program transplantacije vodi naprej. Preselili smo se namreč na nov večji model, kjer smo s pomočjo in društva in interne klinike dobili pravzaprav pogoje, sobe, v katerih je bolnik lahko sam po presaditvi in že v letošnjem letu upažamo, da jih imamo skoraj premalo, ker se vršče menjajo bolniki, ki jih pripravljamo, bolniki po presaditvi in bolniki, ki se vračajo mogoče kakšno komplikacijo po presaditvi. Ampak to je bil predvsem terapevtičnega centra, da nam je to omogočil res velika stvar in tukaj se moram v vodstvu interne klinike že zahvaliti terapevtičnega centra, da nam je to omogočil. Upam, da bo še bolj, kakšne stvari še rado. Potem je Matjaž izval, še nekaj povedal, da je nekaj ravno še dosti rekel. Tudi imam predvsem v mislih stvari, ki se dogajajo v operaciji, še vemo, da so
imunokompromitiranih pacijentih. In seveda v Evropi in v svetu, ker je ta stvar že del rutine, so pogoji malo drugačni. No. Zdaj upam, da bomo tudi te pogoje malo imeli, več govori se o sobah z nadtlakom, in takih sob v kliničnem centru na oddelku za kirurško zdravljenje in operativno zdravljenje klinično bolnih nimamo. Tako da, seveda, glede to, da se bo program širil, tudi mene je presenetila ta ocena 15-20, s tem, da naredimo na leto še 30 do 35 transplantacije jeter in enako tudi srca, seveda da bo smiselno to v doglednem času. Te pacijenti so tudi zelo podobni, predvsem strani imunokompromitiranosti, sigurno si zasluži malo boljše pogoje, kot so trenutno klinični centri. Upam, da do tega bomo malo prišli, tako da se bo ta program lahko nemoteno izvajal. Govori se že o inovaciji, tako da to čim prej, tudi moje strani. Hvala. Jaz bi mogoče dodala samo en vtis, ki sem ga dobila na Dunaju, kjer so se praktično, ko pridem z centra bili napoteni na potovanje. Dunajska bolnišnica praktično po znanju ali po stroki primerjavi z nami ni dosti razlike med sodelovanjem v Dunajski bolnišnici in kliničnim centrom. Je pa res, da v kliničnem centru predvsej manj opreme, predvsem manj kadra izvajamo podobne potrebe, kot je na taka sodobna evropska bolnica, kamor vrščamo. To je mogoče. Mi pač smo sposobni improvizirati z opremo, ki jo imamo predvsem na enakem strokovnem nivoju. Koliko bolnikov pa je ponudno na čakalni listi, je na bolnikov na čakalni listi pozdravljeno Ljubljana, in rekli smo povedali, da v nekaj leti izgradili študije, poznanje transplantacije, da je v teh študijih kadrovskih bolnikov transplantacije lahko se eno od tudi izvajali dovolj varno bolnice. To bom povedal, mislim, da bomo te številke malo dosegali, ker smo se zadali tudi cilj, da je čim prej dosežemo. In jaz sem prepričan, da zdaj, ko sem videl, kako to razpoteka, da bodo posebni varni in da bodo rezultati vsaj primerljivi tisti, ki so v tujini. Vsak center enkrat začne. Mi smo začeli dobro. Jaz zmeram pravim, da štart je pomemben, če je štart dober, je velikrat potem tudi program dober. In še enkrat bi poudaril to, da tukaj sedimo samo zdravniki. Mi smo samo zdravniki, tukaj je en ogromen tim sester na pulmonološkem oddelku, na anesteziološkem, na kirurškem, ki bom rekel, ne dela to kot svoje redno delo, pa še nekaj več vsak doda, od fizioterapeutov in tako naprej. In jaz mislim, da je ta entuzijazem tiste kompletne ekipe tisti, ki v začetku zboljšuje rezultate. Tako da me ne skrbi za program naprej. Čakaj mi tako, čaka 5 dni, a ne instalacije, v čem se v štirjem oddelku izboljšujejo predstave. Je pa res, da to niso vsi pacijenti, ki bodo transportirani v Ljubljani, ker najtežje primere bomo v prvi fazi še poširali na Dunaj, ravno zaradi tega, da se ekipa najprej zelo dobro igra v teh najtežjih pacijentih. Namreč pa transplantaciji ključ je zelo pomembno, kakšna je indikacija za transplantacijo. Operacija prenopamuk ima skalno poved, da se zima, je specifično enostavnejša, kot prenopamuk ima tudi specifično. In to razlika mogoče glede na kakšen organ, ki se ne igra tako specifično.
Če pa se vprašali, kako imamo organizirano kolegi, enkrat mesečno imamo transplantacijski konzili, kjer kolegi iz drugih podmoloških ustanov, lahko tudi univerzitetnih oddelkov, predstavljajo bolnike kot možne kandidate. Jaz moram reči, da v začetku, rečemo pred 15 leti, zaupanje podmologov v to metodo ni bilo prav visoko. In niso predstavljali bolnike, nismo jih prepoznali, dejansko v teh letih se presaditev pljuč prijela, vidijo rezultate in bolnikov je kar na lepem več. Tudi nekoliko smo razširali indikacije, prej so bile bolj ponske, zdaj so širše in na konziliju se potem odločimo, kateri bolniki so primerni, potem jih mi pogledamo v naši ambulanti, sprejmemo na naš oddelek, če mislimo, da so primerni, potrebnih je veliko kriterijev, da pač ocenimo primernost in po tem, ko popravimo vse preiskave, bolnika uvrstimo na listo. Potem se čakamo na organ se čaka zelo različno, ker ni odvisno samo od tega, koliko je organov, ampak predvsem tudi od krvne grupe, od velikosti bolnika, tako da čaka se približno pol leta, bi rekel, povprečju na organ. Tega obstaja še taka tako imenovana urgentna transplantacija, če se bolniku, ki ga imamo že na listi, poslabša ali pa morda, da je zaključno tako bolezen, ki se predstavlja indikacijo, da presaditev speljamo pika te preiskave in ti bolniki potem so uvrščeni na visoko na seznam in dobijo organ lahko tudi nekaj dni. Bi pa pozdravljal, tudi nekaj mogoče nikom več rekel, da zahtevete Slovenija ni imela lastnega programa transplantacije pljuč, je za zadnjih 10 let sem pripričan, da smo regularke preverjali, Slovenija transplant, podobnost organizacija, da je dobil po slovenski delovalni organ več pljuč, kot je bilo v tem času transplantirani, kot v tem, to je zelo lepo. Se pravi, ni lastnega donoskega potenciala, da se daj nismo in to moramo. Poglejte, realne stroške bomo bili pol do konca, ne, ko bomo recimo imeli v enem letu toliko transplantacije, ko pogledali, če niso vsi odrekli enaki. To je zdaj približne stroške, seveda imamo, ker ste že prej vedeli, koliko sta priprava na predstavitev, koliko je operativno zdravljenje in približno cena stroško operativno zdravljenje, ki smo nastavili zunaj. Zdaj ta finančni period. Nekoliko da plača? Da to mogoče, da morate točno povedati. Da bomo videli, koliko bo pacientno domov. Ker zaenkrat plačilo je neko Smem jaz, kakšno je preživetje teh bolnikov, kakšno dobo lahko pričakujejo, kakšno kakovost življenja si lahko obetajo po presaditvi pljuč. Pa še eno podvprašanje, kdo lahko daruje pljuča, kakšen mora biti? Mene je presenetilo, da se tako dobra kvaliteta življenja preseneti. V začetku sem se začel svojo ekipo s tem odgovarjati. In moram reči, da me je zgodil, da je poklicala bolnica po telefonu, pa je rekla, imam krisko, jaz sem rekel, pridete v ambulanto, ko se bo pogledala, je rekla, ne morem, ker sem v Maroku. Tako da ti ljudje potujejo po svetu, hodijo na fitness, kar nekaj jih je poštudirali, mlajših, da sem teh bolnikov s cistično fibrozo, se zaposlili. Tako da, če bi jih srečali nekaj, ker naših bolnikov ne bi vedeli, da imam zatrejena fibra. Tako da lahko praktično normalno funkcionirajo, seveda pa ves čas oni tudi vejo, kaj lahko in kaj ne. In predvsem se bojimo okužb, ki seveda v pozneljših letih po presaditvi bolj pogosta, kasneje manj.
in pa zavrnitve. Naša bolnica najbolje je živela po presaditvi 18 let. Ta bolnica, ki je do tukaj presajena, pljuča živi 15 let in vse živijo kvalitetno življenje. Tako da, v začetku si skeptičen, veš, ampak zdaj, ne zdaj živi. Vrsto let sem pa prepričan, da je to metoda, ki človeku dava življenje. Od vprašanje pa bilo? Donato. Lahko jaz govorim, zelo darovalec. Eno so zakonska določila, ki so različna od države do države, da se nekdo deklarira, oziroma lahko tudi po dogovitu možganske smrti to deklarira svojci in namesto nekaj drugega pa seveda kvaliteta samega organa. V preteklosti so obstajali dokaj striktni kriteriji, glede starosti, prisotnosti oziroma odsotnosti morebitnih bolezni, vendar je zaradi pomanjkanja števila organov so nekako vsi kriteriji postali razmeroma ohlapni, ampak eni ključni kriteriji so recimo starost, 50-65 let, ampak v mnogih centrih tudi transplantirajo mogoče nekoga drugega darovalca nekoliko večjih starosti, ampak ne 60-65 let, potem seveda odsotnost bolezni, neke hude okužbe, sepse, bolezni ključ, katerem sme imeti darovalec, in seveda potem tudi odvisnost trenutnega stanja čizga darovalca, ki je možgansko mrtev. To pomeni kemijske delovanje, ključ, to so strogi kriteriji, izmedirana rehalnih spina, in to se preveri že pred vzemom in tudi, ko pridemo na kraju vzema, vse te parametri, skrbni izbiri preverijo še enkrat. Tudi ko mi nekako rečemo, ta darovalec je pa dober, sprejemljiv, šele na kraju vzema dokončno ocenimo, da se ta slučaj dovolj dobro ali ne. Tako da odsotnost sprememb vključi, poškodbe, hude okužbe, hude ključnice, odsotnost malignih bolezni, starost in vse to. Že precej kriterijev, ki jih moramo poštevati in kot sem že rekel, tudi to se oddajamo na vzem ključ, šele potem, ko ključa oddajamo iz prstnega koša in še na posebni mizi in krat preverimo, pregledamo se dokončno odločimo ali je program dovolj dober, da lahko predstavimo. Tudi morda povedal, pri samem vzemu ključ lahko pride do poškodbe, čestekoli in transplantacijo odpadca. In vse, kar počneš iz botičnega tipa, je še vedno povratno. Ta darovalec je možgansko mrtev in da ugotovimo, da zna ni dober, se transplantacija ne izvede. Lahko rečemo, da je to sama pritrditev še en korak naprej, da te operacije bo običajno niti vsi nazaj, tako da sam se te implantacije, ki mora potečati brez sigurnosti, se vidimo potem čez dobre rezultate in kvalitetno in dolgoročno kvalitetno. Živo bom že nekaj še enkrat bi kažel teh stroških, ko bomo drugače. Bo ta program cenejši, ko bi naše bolnike vodili na drugo še nekaj? Povede prvo to, program ni bil zadosten, on je bil insuficient, ni zadovoljal potrebe Slovenije. Slovenskih bolnikov, zaradi tega, ker je tu na Dunaju se transmitira ne samo avstrijski prijemniki, ali tudi nekaterih drugih okoličnih držav, Hrvaška. No, imajo tudi omejene kapacitete in zaradi tega, kot je bilo že povedano, sigurno je bolnica, ki ima izjemno izkušnje in izjemno dobre rezultate, vendar niso možni izjemno števila teh. Glede cene, jaz sem siguren, da bo skupna cena nižja na koncu, kot je mislim, naša cena bo nižja, kot je bila prej skupna. Ampak za končno ceno še ne moram tega povedati, ker tudi sam ne vem, ker bo je še potekala pogajanja in verjetno se bo cena morala prilagoditi na koncu. Po enem letu neka revizija cene, ker so tudi patenti bili drugačni. Verjetno takrat, ko bomo pri nas možni upravljati vse transplantacije, bo tudi tisti, pri katerih je pričakovan bolj zapleten potek in tudi dražji, in bo na koncu koliko vplivalo na njih. In pa dodam mogoče samo še eno, apropo kvalitete življenja teh bolnikov, ni to ne gre samo za življenje, ampak tudi kvalitete življenja. Morate vedeti, da predvsem pri srcu bolnikih, ki rabijo presaditi srca, ključe tudi. Oni so pred presaditvijo veliko krat za eno leto hospitalizirani, tedne, mesece,
leta življenja je mizerna, minimalna. Po predstavitvi teh 60% lahko vrnosti, katerih niso bliže par let. Oni so sposobni živeti, recimo, kot je prej povedal primarij, tudi po svetu živijo to direktno življenje, hodijo v službo, vrnejo se nazaj v okolje, v katerem so in enostavno jih so verjetno sploh ne morete prepoznati, da je to neki dokino eno aspektu. Hodijo v službo, dela, skrbi za družino. Tretjem je bil pa v enem letu 6 mesecev in dni. Kar se tiče cene, bi rekel, da to ne gre samo za cenovni prihranek, to ni znamo smisel, ampak v bistvu to bomo imeli tudi več predstavitev za voznike, staviti si nekoga, da se 70 let, pa mora reči na turo bolnico v Avstrijo, kjer mogoče niti ne razume jezika, na njih kontekst, so na lahko pač tudi neugodni izhod, bolji imajo oteženo možnost, da bi ga obiskali. Ne razumujemo okolje in maksimum mogoče niti ne odgoda tak kontekst. Ali pa malo prejte pomisleke, mislim, da se bojo boliti pa domače okolje za to, da ni bistveno dostopnosti tega zdravljenja. Mislim, da je to tudi pomembno za bolnike. Ni tako enostavno, mogoče za nekoga mlajšega, kateri gre za nekega otroka, kateri gre za družino, je mogoče lažje, ker za nekoga raznega, kar je 70 let. In ne razume jezika, znajo biti tudi bolj vsega. Razumemo okolje, pač po nekim drugim parati, da se to sporazumeva, da se moramo živeti malo tega vsega. In občutek, da pač tudi za njega to pomeni, da več doseže, ne samo za tem. Dodam sam še dva stavka. Tukaj na področju Eurotransplanta so že od lani nova pravila veljajo, kjer je teh sodelovanja med različnimi bolnišnicami in opravljanja posebej transplantacije za neko državo. In zdaj je to mora biti narejeno v skladku neke edukacijske pogodbe. Podpiše, to se mi zdaj in ona se podpiše, to pomeni, ko neka država nima še določenega programa preselitve, ona podpiše z eno drugo bolnišnico znotraj Eurotransplanta in tam se postavi časovni rok, ne to, da zdaj, ko je to fakulteto, bo pač študirati te koncepte. Ampak tu mora biti pomeni, da se po enem letu se študira kaj narejeno, tam se postavi rok, če v letu je pol ni narejeno to, kar imamo podpiš, to se podpiše drugo bolnišnico in konec. Ker ugotovili so, da enostavno če nimate nekih rokov postavljenih, pa tudi nekaj intereseni, v redu pa se že enkrat še gre. Ampak tudi druge države, kateri tega nimajo in so del Eurotransplanta, bojo morali zelo hitro same staviti program, govorimo o okoličnih državah, zato je tudi Mađarska morala jeti na to, ti mađarski pacienti so se doktori leto in pol transplantirali tudi razumejo in nekaj se še Hrvaške. Kaj pa moralo narediti za to in identificirati hitro in začeti program? Nenadalje je v tudi predstavljena nova katerega poslanstva, ki je vajena na odlični hod in je vedno od vejke novih metode do znanja cene je potrebno določen čas in upamo, da je takšni krajši. Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, stavno komisijo oziroma novinarji, spremljevanje ekipe, vsem najlepša hvala, da ste danes odvali